Izhodišče za razstavo v Hiši kulture Pivka je pravzaprav grafični list, ki sem ga zadnjih 10 let srečeval v eni od sob stanovanja, v katerem trenutno živim. In ta mrtvi kurent je na nek način bil zelo pozabljen, mrtev, dokler na grafičnem bienalu z naslovom Kriterij rojstva nismo videli nove realizacije tega kurenta. Kurent kot bitje, ki naj bi odganjal zimo in ki naj bi se zoperstavljal vsemu zlo in ki ga imamo predvsem v tem etnografskem izročilu prisotnega iz Ptuja pa vse do Ljubljane, je zmečkljal tudi na nek način v času vseh zavor in zapor na Trgu Republike in pa še drugje po prestolnici. In to zvonjenje je na nek način začelo odzvanjati tudi z menoj in s to grafiko, da sem se lotil, da zamisli, da to grafiko začnem premišljevati tudi prostorsko. Prostorsko iz vidika, da kurenta, kjer je ta edini, ki si sname masko, poleg mrtvega, upodobljen na Miheličevi grafiki tako, da mu ne vidimo obraza. In odločil sem se, da ta obraz naredim viden in da ta dvodimenzionalni medij prestavim naprej v tridimenzionalno formo. Tako kot se je Mihelič loteval različnih variacij istega motiva, sem se tega loteval tudi sam. In sicer sem se kurenta najprej lotil zmodelirati v glini, v obliki totemov in pa tako kot v bistvu v pozni fazi Miheliča sledimo temu nadrealističnemu stiliziranemu kurentu, ko pravzaprav so samo še slutne tiste in pa spominske podobe nas samih, ko prepoznavamo v rogovju, v dolgih jezikih in pa po zvonovih podobo kurenta. Na razstavi Aste Vrečko v Cankarjevem domu smo imeli odlično priložnost, da lahko to transformacijo vsebine, s katero je bil Mihelič nagovorjen na Ptujskem polju, ko ga je presenetila novica resnične smrti kurenta, katerega zadane kap in ta obleži v snegu in z vseh strani prihajajo pustne šeme, da bi preverile in se prepričali, da je fant res mrtev. Smo lahko srečali 3 slikarske odtise na nek način Franceta Miheliča, pri čemer sledimo 5 slikam, v katerih je Mihelič spreminjal kompozicijo in spreminjal na nek način tudi format in na nek način tudi material, s katerim je ustvarjal. In na ta isti način sem spreminjal matrico, spreminjal material tudi sam. Zato sem se odločil, da v procesu vsega tega časa in vprašanj, komu zvoni, naredim 3 kurente po Miheličevi litografiji in se še na to lotil te naturalistične upodobitve kurenta, ki na nek način izstopi iz grafičnega lista in začne nazaj gledati to grafiko oziroma fanta v hrbet. Naslednja stvar, ki me je zanimala oziroma ob povabilu v Pivko, so bila okna. Namreč vsi stremimo k temu, da bi bili v idealnih prostorih in v super belih kockah, ampak ponavadi nas presenetijo okna, ki zmotijo ta dramaturški narativ sprehoda in pa na nek način tudi postavljene instalacije. Zato sem za Pivko ustvaril 4 zavese, kjer ta okna na nek način povabijo umetnika, da jih zakrije, hkrati pa to odprtino uporabi kot priložnost, da iz nje nekaj naredi. In na teh zavesah je 100 linoreznih matric oziroma odtisov, kjer na nek način potem sledimo tudi naslovu razstave, ki sva ga s kustosinjo Mojco Grmek sestavlja oziroma postavlja kot ko pride, jih ima 100. In to izhaja iz mojega domačega zagorskega okraja, kjer na nek način rečemo, da ko ima hudič mlade, jih ima takrat 100. In ti hudiči, ki na nek način strašijo in so prisotni zunaj galerijskega prostora, se na nek način prelivajo potem tudi z notranjostjo, kjer 3 totemi budijo, lahko uspavajo, lahko strašijo ali pa nas preprosto povežejo z neko asociativno grozoto ali pa tudi ne. Zanimivo pri tem je, da grafični list,
ki ga danes hrani tudi umetnostna galerija UGM v Mariboru, je iz leta 1955 in grafiko so v galeriji odkupili iz razstave, ko je Mihelič tam razstavljal. Ta resonacija časa, ko je Mihelič ustvaril te mrtve kurente v slikarskih tehnikah, gre za čas pred svetovno vojno, je na nek način bil tudi čas pred drugimi preizkušnjami, s katerimi so nas nagovarjali preko vseh medijev oziroma preko vseh institucij. In kot bi bil Mihelič slutil, je ustvaril to grozoto in to neko veselje, ki ga kurenti naj bi prenašali v vse domove, ker se končuje tema in prihaja pomlad, upodobi prav s tem, smrtjo, s koncem, kar je na nek način vedno tudi začetek nečesa novega. V odzivu na čase, ki jih preživljam tudi z mladimi v Pionirskem domu, sem se odločil, da te 3 kipe predstavim tudi svojim tečajnicam in dijaki iz različnih srednjih šol v Ljubljani so interpretirali moje kiparstvo naprej, nazaj v linorez in s pomočjo Mladinskega centra v Zagorju ob Savi mi je uspelo najti finance, da smo lahko 10 teh odtisov in pa 10 plakatov razstavili na plakatnih mestih Tam-Tama v Ljubljani in tako na nek način zvonili popolnoma potiho v rdeči barvi skozi veduto mesta prav ta čas meseca oktobra, eno leto nazaj, ko pravzaprav se danes razstava oziroma ta projekt zaključuje. In s tem projektom smo v nadaljevanju, ko smo iz teh plakatov skupaj z otroki izdelali tudi kolaže, sodelovali na Bienalu neodvisne ilustracije. S tem sem se navezal na skupnost, v kateri je bilo zadnje leta zelo veliko govora in pa povezal različne medije v ta pas zvonov, kjer smo, upam, da bili dovolj glasni in pa da so tudi mladi bili videni in da bodo predvsem slišani v svojem obdobju odraščanja naprej.